Beletrina v živo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Novi zid, nova izdaja in seveda nova priložnost za pogovor. Stephen King se vrača na slovenske knjižne police z delom Obstati. Gre seveda za prvi prevod tega znamenitega dela in o njem in predvsem o neusahljivem viru grozljivih vsebin, ki jih sproducira Stephen King, bova govorila s Simonom Popkom, programskim direktorjem festivala LIFF in festivala dokumentarnega filma. Simon, seveda kot velik poznavalec tako filmskega dela, ki ga je Stephen King nekako pričaral s svojimi zgodbami, kot predvsem njegovih romanov, novel, kaj lahko rečeš, kaj je mogoče tisto, zaradi česar Stephen King tako izstopa, tako v filmskem svetu, kot seveda v literarnem? Ja, Stephen King verjetno, kot vsi popularni pisci, verjetno apoklika številne te psihološke faktore, ki vplivajo na nekaj bralca ali bralko. Se mi zdi, da on piše zelo te arhetipske zgodbe, vedno nek boj dobrega proti zlu, poleg tega ima zelo zelo bujno domišljijo, piše zelo razumljivo, eksaktno. Njegovi romani so, kot jim rečemo, so page-turnerji, skratka, da se bere hitro, gladko. Tako da v tem smislu se ne razlikuje dosti od veliko ostalih teh zelo popularnih piscev, ki so nekako vzniknili v 60-ih, 70-ih letih, tudi on takrat s romanom Carrie leta 73, če se ne motim. Tako da, kar mene privlači, je mene je King zelo pozno privlekel v svoj literarni svet. Verjetno eden od razlogov to, da ko smo mi odraščali v 80-ih letih, so v Hollywoodu snimali obupne adaptacije njegovih romanov in seveda, ker smo mi živeli takrat še v Jugoslaviji, takrat si mogel, da si dobil Stephena Kinga, si mogel iti ven, si mogel kupiti v tujini. Tako da Stephen King ni bil tako z lakoto dostopen, kot je danes nekemu mlademu bralcu. Je pa zanimivo pravzaprav ta njegova produkcija knjig, ne? Nekako velja tisto prepričanje, da preden prebereš njegovo knjigo, on že napiše novo. Ja. Na kakšen način lahko rečemo, da kljub tej produkciji pravzaprav ves čas ohranja ta res izjemen nivo, pa naj gre za grozljive ali pa bolj dramatične vsebine? Se ne vem, koliko ohranja nivo, jaz bom tle zelo iskren, jaz se niti nimam za nekega strahovitega poznavalca Kingove literature, malo tudi zaradi tega, ker sem dosti pozno prišel k njemu kot literatu. Jaz sem prve knjige sem njegove prebral recimo 10 do 15 let nazaj. Se pravi, razlog, kot sem že rekel, je bil tam predvsem slabi filmi, smo rekli vsi, to mora biti pa nek velel pisec. Katera je bila prva knjiga, ki si jo prebral njegova? Potem me je zelo angažirala iz tega političnega vidika njegov roman 22. november 63, skratka njegov fantazijski roman o umoru Johna F. Kennedyja in potovanju skozi čas, ko junak iz sedanjosti odkrije neki portal, ki ga pelje nazaj v leto 63, v oktober, in potem hoče preprečiti umor. Tako da to je bila prvi roman. Potem pa seveda začneš raziskovati njegov literarni opus. Moram reči, da me njegove te romani s temi nadnaravnimi zapleti blazno ne privlačijo, čeprav to me tudi še čaka verjetno. Tako da, recimo, da me bolj zanimajo te v narekovajih seveda realistični romani, čeprav seveda spet Kingov realistični. Noben ni realističen, ampak vendarle neki, seveda sem šel najprej prebrati potem romane, po katerih so posneti dobre filme, se pravi recimo Carrie, Shining, tudi Descent je potem malo prišel na vrsto, Obstati, ne zaradi tega, ker so takrat, če si nastala samo ena TV serija, mislim, da leta
94, v bistvu miniserija v 2 delih, če se ne motim. Ki ni bila. Ki je bila enako grozna kot ves ta hollywoodski output iz 80-ih let. Ampak zakaj je sploh on tako zanimiv v tem filmskem svetu? Zakaj govorimo v bistvu o 41 filmih, ki so nastali po njegovih delih? To je tudi konec koncev so generirali skoraj 2,5 milijardi dolarjev, kar se tiče zaslužka. Grozljivka je bila vedno popularna, ne, v ameriški popkulturi in vedno bo očitno, ker v bistvu se vedno več tega snima. Se pravi, mislim, da na on te svoje arhetipske zgodbe. No, moram še reči, no, da v bistvu prvi film, ki me je res navdušil od Kinga, je bil potem ta Stand by Me, mislim, da je iz leta 86, ki je bil zelo realističen. Ne, to pač zgodba o teh mulcih, ki grejo iskat v truplo in to v bistvu tam skoraj ni elementa nekega nadnaravnega. Seveda se vedno nekaj najde, ampak to je bila neka zgodba o odraščanju, ki je tudi nam, recimo, kot takrat 15 let starim blazno imponirala. Ne, in tako, se pravi, počasi sva se s Stephenom Kingom zbližala, tako da zdaj pa tako, no, zdaj ga kar berem vsako leto vsaj 1 do 2 knjigi, on je fajn, recimo za na morje, seveda, ali pa kamorkoli. Zanimivo, da je King tak, nekako obstaja to prepričanje, da je kralj grozljivk, ampak mu s tem delamo mečken krivice, tudi na filmskem opusu. Če pogledamo Kazninica od rešitve, Izžarevanje, to vse so filmi, ki so v bistvu naredili presežek, pa ne sodijo zgolj grozljivo. V bistvu, kot dostikrat ugotavljam pri adaptacijah literature, ne, zelo težko je na film prevesti nek blazno obsežen roman. Ne. V bistvu se vedno najboljš neke krajše forme in dejansko tudi pri Kingu, če pogledamo, Stand by Me je novela, Kazninica od rešitve je novela, obe te zgodbi sta nedavno išli tudi v slovenščini, v tej zbirki 4 kratkih zgodb oziroma novel. No. Tako da lažje, ker King ima tako skoncentrirane te svoje zgodbe in ta njegova fabulacija tako megalomanska, da ti tudi, recimo, te so popularne te serije, pa lahko posnameš 80 delov, ne. Ampak sem pred kratkim recimo gledal Lisi Story, ki velja za njemu njegov najljubši roman. Ne. To je ta zgodba, ki jo je napisal po tej nesreči, ko ga skoraj do smrti zbil kamion leta 90. Ne, pa spet ni šlo, ne. Tako da zelo težko je, no, mislim, on ima toliko enih podzgodb in tega, recimo, ravno pri romanu Obstati, ne. To je tako kompleksen roman, v bistvu, to je, jaz tem bi v bistvu rekel nadžanrski roman, ker je dejansko, no, izjemno kompleksen, vsak lik ima svoje ozadje, svojo zgodovino, svoje motive, ne, in tukaj bi, ne. Gre res za obsežno delo in nekako velja prepričanje, da taka obsežna dela niti niso tako privlačna bila za bralce, ampak po drugi strani, ali pa da v bistvu so bila tudi velik zalogaj za založbe, za prevesti. Zakaj je tako pomembno, da lahko rečemo, da smo in tisto s 1300 stranmi in Obstati s 1300 plus stranmi dobili tudi v slovenščini? Ja, to sta njegova najdaljša romana, ne, in jaz sem zelo vesel. Tudi mislim, da je zelo pomembno, da ga je izdala, mene kar presenetilo, da je Beletrina začela naenkrat izdajati Stephena Kinga, sem rekel, ne. Interesantno, ne. Ponavadi je vendarle žanrska literatura, ne vem, vsaj v Sloveniji izhaja dostikrat, bi rekel, pri založbah, bolj komercialnih, no, kako k temu rekel. Tako da, ja, sigurno da tudi neko težo, če pač Stephen King izide, recimo, pri Beletrini, in jaz sem vesel, ne, seveda, ker tako, no, jaz ponavadi angleške avtorje pač raje berem v izbirniku, ampak ja, absolutno, recimo še posebej za nekega mlajšega bralca, ki stopa v svet Stephena Kinga, je to sigurno zelo pomembno, ne, da imaš takega avtorja. Se mi je pa zdelo, da je tudi kup bralcev, ki pa dejansko ravno to želi te avtorje videti oziroma prebrati tudi v slovenskem jeziku in da tukaj se je za Stephena Kinga kot dejansko neko res tako močno osebnost v literarnem svetu
odprla res lepa priložnost in za tisto, in za obstati, ki so ga mnogi od leta 75-78 dalje čakali v slovenskem jeziku. Ker ljubitelji vedno radi potem še primerjajo prevod. Primerjajo izvirnik prevod. Ne. Zdaj, King ni tako specifičen avtor, mogoče je jezikovno kot kakšni recimo kriminalistični avtori, tipa Dashiell Hammett, Raymond Chandler, ne, ki si mora potem tudi prevajalec dejansko izkazati z nekimi besednimi akrobacijami. Ne. Pač King ni ravno znan kot nek veliko jezični inovator, ne, tako da, ampak se pravi, fajn je pa vsekakor, da ga imamo. Torej po pomlad, poletje, jesen in smrt, po tisto, sedaj še tretji izvod Stephena Kinga v sklopu beletrininih izdaj in sicer Obstati. Kot sva rekla, obsežno delo s 1500 stranmi. Mi je bilo pa zanimivo, pravzaprav v enem pogovoru Stephena Kinga pravi, da se že pol stoletja upravičuje za to, da je napisal delo Obstati. Ampak tako močno, kot se upravičuje zdaj, se pa najbrž še nikoli ni. Zakaj? Ja, ko je prišla pandemija covida, ne, smo vsi ponovadi navajali Alberta Camusa in pa Hugo, ne, malo smo kar pozabili na Obstati, ne, in to je v bistvu enako, to je esencialni pandemijski roman. Ne. Tukaj imamo, mislim, da celo, ko je šel, ko se je začel covid in to je takrat jaz Kingu sledim na Twitterju in sem updated. On je tudi zelo politično aktiven in zelo vice, da je izjemno razumen in inteligenten človek. Takrat je rekel, ne, da to ni njegov stand, ne, da stand je res, to je epidemija, vseh epidemij v romanu vzemo, da 99,4% ljudi na svetu v parih mesecih umre. Dejansko ta prvi del romana, recimo prvih 200 strani, je zelo fascinanten, ker tam samo vsi umirajo. In dejansko kot da bi te nekdo mahnil po glavi in potem pa začne razvijati seveda to veliko zgodbo. Ne. Zanimivo je bilo, v bistvu, ko sem videl tudi v intervjuju, prav Stephen King, da je razmišljal o tem, kako narediti eno delo, v katerem bo pač lahko ubil 99,4% populacije in da je šel k zdravniku in ga vprašal, kaj bi bilo tisto, kar bi ubilo toliko ljudi. In to bo preprost odgovor, gripa. Gripa je tako. Tako da očitno je bilo tukaj nekaj vizionarstva. Je pa zanimivo, da pravzaprav rad navaja tudi Gospodarja prstanov kot enega izmed svojih vplivov in da je pravzaprav tu pri The Stand nekako šel v to različico, s tem, da je seveda hotel uporabiti realno ameriško podobo. Pri njemu je vedno okolje njegova, če tako rečem, zvezna država Maine in ponavadi se tudi če se ne odvijajo romani potem v Mainu, kar jih je malo, no, vsaj se nekje štartajo z te severovzhoda ZDA in tako tudi v The Stand, potem ti junaki potujejo preko Amerike in se ustavijo v Boulderju v zvezni državi Colorado, kjer se naseli ta pozitivni pol oziroma dobri pol tega človeštva, ki je preživel medtem, ko v Las Vegasu, da rekel si simbol greha, si pa za center izbere ta negativni pol vseh preživelih, na čelu z Randallom Flaggom, njegovim karakterističnim negativcem, ki se prvič pojavi v romanu The Stand, ampak se bo kasneje še vračal kot ta zlobnik, kot to utelešenje zla. Zanimivo je tudi, kar se tiče v bistvu ekranizacije. Omenila sva miniserijo iz leta 1994, seveda ni ostala edina, sploh v tem obdobju, ko je seveda The Stand oziroma Obstati postal toliko bolj pomemben. Kako ocenjuješ moderno različico televizijske interpretacije? Moderno, jaz nisem videl, mislim, da so posneli pred parimi leti. No. Sedaj, jaz se kar malo, mene je vedno strah v kinu ali pa pred temi zaslonu, kadar je, ker sploh pa zadnja leta, on se mi zdi, da ima konstantno vsaj nekih 20 filmov ali pa TV serij po njegovih romanih je v neki razvojni fazi v snemanju in temu preprosto več ne more slediti. Torej, ne samo, da je on izjemno produktiven pisec, tako
tako produktiven, da si je mogel izmisliti pseudonim, Richard Bachman, ker so se založniki bali, da bi se ljudje nasitili Stephena Kinga, če bi vsako leto napisal več kot en roman. Zdaj se mi zdi, da je tudi neka taka inflacija teh serij, filmov. Jaz poskušam malo vendarle ostati na neki distanci. Raje vzamem potem neko v roko nek njegov roman, ki ga še nisem bral. Kako pa gledaš na to, da v bistvu avtorji, tudi v tem primeru Stephen King, se radi mogoče pojavijo v kakšni svoji ekranizaciji, tako je bilo in pri It in tako je tudi v tem primeru The Standa, kjer je vzel eno skrajno stransko vlogo. Zakaj? Kakšen karakter je to ljudi, ki se radi avtorji pojavijo v svojih filmskih adaptacijah? To ni tako strašno, mislim, se zgodi tudi pri veliko bolj resnih avtorjih, da se tako kdaj pa kdaj ne pojavijo. Ne vem, to morda se mu zdi. Stephen King je tudi režiral en svoj roman, sredi 80-ih let, ne bi komentiral. Sva dovolj povedala že s tem? Verjetno pač s tem je začel že Hitchcock, v 40 oziroma že v 30 letih, ko se je v vsakem svojemu filmu točno v enem kadru pojavil. Je pa zanimivo, da nikoli ne komplicira kaj preveč pri teh televizijskih filmskih adaptacijah, da vedno pusti avtorjem, naj naredijo po svoje. Pa se mislim, da je to pametno. Itak toliko njegovih film predelajo, da bi se po moje mogel preveč ukvarjati s tem. Verjetno on proda avtorske pravice, vi počnite kar. Mislim, da je to najboljšno. Zakaj bi se pisatelj nekaj vtikal? Vem, da je precej logično odgovor, ampak zakaj je ravno zdaj primeren trenutek za obstati? Imam občutek, da v teh časih, ko nas je vseh malo strah te realnosti grozeče okrog nas, da po takem delu precej lažje zaspiš kot dojenček in se pripraviš na naslednji dan. The Stand je vedno fajn vzeti v roke. To je moj najljubši roman Stephena Kinga. Tudi večina fanov se mi zdi, da ga navaja kot vrhunc. Če ne za najljubši roman, pa vsi priznavajo, da je to sigurno eden njegovih najboljših del. Tako da pandemija seveda, da eni se mu to ne zdi ustrezno, ampak zakaj pa ne? Da vsi sanjamo, kdaj bo konec te pandemije, ampak očitno bo nekaj časa še trajala. Pa tak roman, tudi če ga hitro bereš, kontinuirano ti kar vzame, ne vem, vsaj en teden, 14 dni, jaz tako romane v šumu preberem, jaz ne maram jih odstavljati, tako da recimo to je roman ravno za pandemijo, če bi recimo imeli lockdown in si doma nisi v službi in imaš čas dejansko vsak dan brati, ne vem, 5-6 ur, in da ga potem končaš tako vsaj v enem tednu. V bistvu idiličen čas za izid, tako po obsegu, kot seveda po vsebini, ki kar nekako kliče potem, da bi jo prebrali. Knjiga je v bistvu že v preteklosti bila prevedena v številne jezike, prodana v skoraj 5 milijonov izvodih. Marsikdo je citiral kot eno najboljših knjig vseh časov, pa ne gre za Rolling Stone, Time, Amazon, BBC. Kaj je mogoče tisto, kar bi sam izpostavil, da ima tako, zakaj ima tako težo? Zakaj lahko rečeš, da je to v bistvu res eden od najboljših romanov, če ne najboljših Stephena Kinga? Zaradi kompleksnosti, zaradi tega, kako je uspel pravzaprav združevati vse. Mačkrat so vsi podobno. It ima podobno, ogromno število likov, časovna razdrobljenost. Pa tudi en tak intriganten vidik ima, zgodovina nastajanja oziroma založniška zgodovina filma Obstati to je bil njegov 4. roman, oziroma 5., če bi še prištevali prvo izdajo Richarda Bachmana. In King je seveda takrat že bil zvezdnik za njim so uspešne romane, ampak vendar je takrat založnik rekel, kaj če bi ti Stephen to malo obrezal. Takrat so mu izdali prvo izdajo na 800 straneh, izvirna verzija, ki je potem išla leta 90, ko je bil Stephen King seveda mega popularen pisec, je bil 1150 strani. Tako da takrat so mu že je mogel on vršiti neke stvari, recimo vso to zgodbo nastanka tega virusa v vojaškem laboratoriju in tako dalje. Tako da že ta
In potem, ko je v bistvu izdal to integralno verzijo, je posodobil čas, ne, recimo, ni se več dogajanje bilo postavljeno na 80. leta, ampak v 90. In on je adaptiral vse te popkulturne reference, ki jih je vidno ogromno v njegovih romanih, na ta novi čas, skratka, ne. Tako da je bil cel roman je v bistvu bil prilagojen tudi nekemu novemu času, ne. In jaz sem prepričan, da imajo fani najprej izvirno izdajo, potem to, ne. V bistvu že tako, ne, še ko je v 80. letih, ko je bila reizdaja, je spet, čeprav je bila še vedno ta izvirna okleščena, on je že takrat čas prilagodil sredini 80. let in je spremenil vse te popkulturne reference, ne. Tako da enostavno ljubitelji bodo pokupili vse verzije, ne, in seveda potem primerjali. To so seveda, jaz spet nisem tako občudoval, da bi šel v vse verzije, jaz sem bral samo integralno, ki jo imamo tudi mi zdaj, ne. Morda se bom kdaj spravil brati to prvo verzijo v 400 strani krajšo, ne, ampak cel ta, on je ustvaril neko mitologijo Stephena Kinga, ne, in to seveda, on je dejansko eden najbolj in popularnih in prodajanih avtorov vseh časov, ne. In tudi zelo je viden, ne, kot pisec, zelo je angažiran, zdaj so seveda to še podara socialni mediji, ne, ko je bil Trump na oblasti 4 leta, je on konstantno vsak dan odrihal, ne. Dejansko jaz sem, ne, takrat nekako istočasno sem tudi jaz prišel na Twitter in mu začel slediti. In to je ena fascinantna figura, ki mu je vredno prisluhniti. On vedno da neke izjave za te velike TV hiše, CNN, CBS. On je bil takrat v bistvu res reden gost teh apolitičnih debat, ne, in tako naprej. Če so ga tudi obtožili, da je pravzaprav sam obtožil. Češ, da je predvidel prihod Donalda Trumpa v Dead Zone z svojim karakterjem, ki je bil nekako podoben temu, kar je potem utelešal Trump. Ja, to pa seveda kritika oziroma, ne, radi pripišejo pisem, neko vizionarstvo, ne. Jaz verjamem, da tudi Stephen King, čigar romani so bladno fantazijski, ne, in horror, science fiction, tudi on vedno vleče iz neke realnosti, Dejansko, če primerjamo recimo njegovo grozljivo literaturo oziroma literaturo hororja in pa konec koncev tudi, ne vem, filme oziroma tematike, ki so nastali kasneje, Kaznilnica od rešitve, tu gre pravzaprav za podobno, ne, na eni strani grozljivo v ljudeh, na drugi strani pa to nadnaravno grozljivo, ampak konec koncev zaključek je zelo podoben, strašljiv za protagoniste. Zanimivo mi je bilo še, zdaj ko so govorila o karanteni, o tem, kako dobro je imeti knjigo ob sebi, ko so Stephena Kinga vprašali, s katerim izmed svojih karakterjev ne bi želel biti v karanteni, je dal zanimiv odgovor. Kaj misliš, Simon, kdo so tisti karakteri, ki jih strani Kingovih del definitivno ne bi želel imeti ob sebi v karanteni? Verjetno junak romana Shining, ne, Jack Torrance, ja. Predvidevam še posebej v takem okolju, v nekem zasneženju, ker tam niti ne potrebuješ imeti lockdowna, ker tvoj lockdown je sneg, in pa ne prihodnost. Tako da po svoje tudi Shining na nek način ne napoved, če pride v neko banaliziranje. Ne. Se pravi, te žanrski idiomi so zelo, se jih da zelo lahkotno nalepiti na marsikaj, ne, zato pač žanr tako popularen, no, jaz mislim, da tukaj, en pisec z tako imaginacijo kot Stephen King, en bralec z isto močno imaginacijo bo tako rekoč vsak roman ga znal nalepiti na več fenomenov hkrati, bodisi socialnih, političnih, ne vem, antropoloških, ne. Najbrž je to, kar v bistvu Kinga dela tako grandiozno. Vse žanr je bil recimo tudi za psihoanalitike vedno zelo atraktiven, ne, se vemo, da tudi vsi naši, od Alenke Zupančič do Žižka so blazni fani žanra, ne, Bajga, Krimiče, berijo, ne, ker se zelo so uporabni za te vsakdanje analize, ne.
Še eno vprašanje, kar se tiče seveda prevodov. Konec koncev zdaj smo omenili tudi dela, ki še niso prevedena s strani Stephena Kinga. Zakaj je pomembno, da se ta njegov opus toliko v bistvu širi? Nekaj sem en zanimiv komentar prebral, da kako so desetletja bentili, češ imamo samo mačje pokopališče in to je to, a nam lahko date še nova dela. Tukaj se zdaj dogaja. Zakaj je tak pomen pravzaprav res, da dobimo obstati in pa čim več del Stephena Kinga v slovenskem jeziku? Jaz to zadržanost založnikov lahko razumem, ker spet smo pri temi žanra. Žanrski ljubitelji bodo vse to pograbili že v izvirniku isti dan, ko to izide. Tudi jaz kakšno stvar čakam in jo poklikam oziroma imam že v svojemu basketu še preden izide, potem prvi dan, žig je že na poti k meni. Tako da tukaj gre za razumeti neko zadržanost, verjetno, ker pač ljudi, založniki verjetno se zavedajo, ta žanrski trg morda pri nas vse ni tako velik, pa mogoče so malo preračunavali, glede na to, da ljubitelji, morda pa niso ravno računali na to ljubiteljsko razsežnost, da bodo oni vse pokupili, tudi če imajo že doma in izvirno verzijo stand in integralno v angleščini, da si bodo hoteli kupiti še slovenski prevod. Ker fani so res, fani so včasih ne uravnovešeni, tudi fanice, kar je tudi že obdeloval King, recimo v romanu Mizerni, a po katerem je nastal zelo dober film s Kathy Bates, to je recimo ena mojih najljubših adaptacij Kinga. In to je druga oseba, s katero King ne bi želel biti v karanteni. Tako da fani znajo biti tudi, rekel, nevarni. Res je. Mislim, da je tudi rekel, da ne bi rad bil v karanteni, ker bi ga najbrž prisilila, da bi napisal knjigo. Boljše, da ne. Na kakšen način lahko še v bistvu za zaključek nekako pozoveva seveda vse gledalke in gledalce, da je to eno delo, ki ne glede na to, ali so ga že prebrali v izvirniku v angleščini ali v slovenščini, kaj misliš, kaj bo tista primerna priložnost, ko boš ti zagrabil v roke slovenski prevod obstati in si rekel, zdaj pa, da vidimo, kako to zveni v našem jeziku? Mogoče naslednja pandemija. Glede na to, da je v bistvu prevod začel nastajati ob začetku pandemije, ko niso bili prepričani, ali bo tale izid še pospremljen v teh časih, ko imamo maske in ko živimo v takšni realnosti, kot živimo, je možno, da bo ta čas še prišel v zelo kratkem. Še enkrat povabilo, torej Stephen King s novim prevodom v slovenskem jeziku, delo Obstati, zelo obsežno, primerno za čase, kot jih živimo, za zimske mrzle dni in pa seveda tudi, kot prav Simon, če vam ne bo uspelo sedaj, potem ob poletju. Definitivno pa delo, ki ga je nujno prebrati v teh dneh in verjamem, da vam bo pustilo precej lepih spominov, glede na to, v kakšnih časih smo. Hvala Simon za pogovor in hvala vam za pozornost, pa seveda prijetno branje. Beletrina v živo.